Dubrovniku, prav tako iste cerkve magistru Levu Novaku, kako tudi predstavniku pravoslavne cerkve, tukaj v Celju gospodu Isu Kidesu in seveda lep pozdrav vam, gospod Škof, Stanko Lipušek, ki ste danes z nami ob tej slovesnosti. Z njo se uresničuje tudi, ali pa še posebej, vaša želja, kako zabeležiti to veliko slomškovo delo, kratovščino svetega Cirila Metoda, ki je imelo sedež ali pa še ima sedež pri tem stranskem oltarju od leta 1857 tukaj v naši cerkvi. Zeden oltar spodaj je še isti, sam oltar je drugi, prvotna dva kipa sta na Čukarici v Beogradu kot votivna kipa tamkajšnje naše cerkve. Te obeležki tega velikega slomškovega dela za ekumenizem v tem delu Evrope pa dodajamo še eno razsežnost. In sicer gospod Janez Zdejšar, ki je bival v našem domu in nam je tudi vsem znan, nam je zapustil relikvije tako blaženega Slomška, kakor tudi blaženega Grozdejta. In njegova zgodba nam na nek način predstavlja ali pa simbolizira tudi zgodbo obeh dveh svetih. Bil je žrtev revolucionarnega nasilja, kar nam predstavlja Grozde, hkrati pa je vse svoje duhovniško delo kot narodni delegat Vselinske pastorale za Evropo delal, vršil in svoje življenje preživljal v Nemčiji znotraj sestrinskih ali pa sestrinske cerkve, evangeličanske oziroma protestantske. In tako nam po njegovi zapuščini ta oltar postaja oltar sprave, s katerim beležimo prav te tri stvari. Na eni strani ekumenskega dela, kot sedež bratovščine svetega Cirila Metoda, na drugi strani potem dela danes za krščansko edinost, kar zagotovo predstavljajo relikvije blaženega Antona Martina, hkrati pa tudi še simbol narodne sprave, kar je pomenljivo za trenutek, v katerem živimo, in nam ga predstavlja prav blaženi Lojze Grozde. V relikvijarju v sredini preko križa visi rožni venček. Molitev za spravo je gotovo najbolj učinkovito delo. K njej nas spet vabi s tem rožnim vencem tudi pokojni Janez Zdejšar, saj gre za njegov rožni venec, ki ga je kot molitev spremljal tako iz tekarskega taborišča smrti, kakor potem na begu izpred Hude jame, pa skozi vse njegovo življenje do bivanja spet tukaj, nazaj na Celjskem, odkoder je izšel. S slovesnostjo bomo sedaj začeli in najprej nam bodo naši pevci predstavili v pesmi oba svetnika, oziroma pa blažena, katerih relikvije bodo odslej, oziroma so odslej v naši cerkvi. Nato pa nas bo Škof uvedel